Misliš, da bo katera liga kdaj prevzela primat Koreji oziroma Chini še kdaj? Mislim, ker zdaj smo v bistvu... Chini definitivno mi smo v bistvu na elastiki. Ne? Kaj zdaj ti misliš kot... Pač mi smo na... A po skillu ali po... Ne, mislim, da smo na neki elastiki. Recimo začelo se je tako, bila je Amerika, pa bila je Evropa, potem je pa Koreja pač prišla do določenega skilla, ne? In je nastal kanjon, ne? In je ta kanjon je trajal, mislim, da do 2018-19, ko je recimo G2 pa Fnatic ampak moš vedeti, se prebilo. Jaz bi rekel, da je največja razlika bolj to, da pač da je pri njih ta teamplay pa to vse dosti bolj pomembno, ne. Individual skill niti ni to relevant, se mi zdi več. Pa da drugače gledajo na to glih zdaj. Sem videl, da je bil kaj tak je ne IDG. Kaj so že te kaj ruler bil pri njih? Ne vlagaj se. Ne spremljam to kao. Gen-G. Oni so imeli rulerja, ki pač po mojem je še tako vedno najboljši AD carry of all time. Je šel zdaj v China. On je šel v China in so kaj bomo naredili in so enega mladega pač pripravili in tako. Kot da sploh ne bi replaceal, tako isti skill level, plugin, malo razlika. In pa je bil tako, kako da je tako dober in je povedal, odkar sem star, ne vem, 15, 14, jaz sem imel šolo in po šoli je pač prišel coach, ki ga je mama plačala, in me je učil lol in se tako, Starci se pač po šoli pošlo kida gamersko. A veš, in je imel on pač, kot da bi imel ti tutorje za matematiko, da imel zelo. Zato samo na kitajskem nagovoril. Na Koreji, on je v Koreji. V Evropi, če rečeš na mojtki, ti bo rekel, da si... Pa kako smo potem v tistem obdobju 2018 pa 2019, ko je G2 celo zmagal MSI? Ker so Korejci šli po svetu in je Koreja ratala. So šli v kurac, pa rekel bi, da tudi, ne vem, da G2... Lucky je bil, G2 je bil tako res... Pa še res so bili spremljeni, imeli so zelo dobre playerje, pa ga so res strahadali. Pa meta je bila dobra sfer za njih. Oni so znali res tistega pajka uporabiti na način, kaj drugi niso. Oni se pomaga, da so ga sam probali, kaj pajk je bil in general že skozi cancer broker. Ja, ampak recimo noben je igral pajka top. Ja, oni so ga igrali vse. So videli, da dela pač. Folk ni probaval. Se da bi zveri problem Koreje, da so ful preveč limited, kar se tiče champulov, pa mete pa to. To je tudi ena stvar, ker govorijo, da pa če gledaš, da je evropska pa EU meta še zdaj je dosti drugačna, ko pride pa international, pa vsi hoče igrati kot Korejci, če bi pač igrali po svoje, če bi bili pač confident, ampak pač ne upajo, ker če zgubijo, greš na Reddit in je pol 17,000 komentarjev, zakaj ste pikali drugače kot Korejci. To je pa basic tisto, kar smo na začetku govorili. Korejci imajo še zdaj zelo slabe item builde, pa neoptimalno, ful velikih čempih in folk to zagovarja, se so Korejci, čeprav je pač clearly tako on paper zelo slabši. If you do the math, je pač jasno, da je slabši. Ampak če vejo, da bojo igrali isto meto, pa bojo pač preprosto slabši, because worse skill, worse team fighting, worse teamwork, zakaj ne probajo neke nove meta strategije? Zato, ker ne upajo. Pa veš, zakaj ni drugače, veš, zakaj ni, ker so, ne vem, drugačen intervju sem poslušal in je rekel, da je problem, da oni pridejo svojo meto in pol grejo v skrimat in jih pošitajo. In zgubijo, in ko zgubijo je ok, kot kažem, deluje, namesto da bi še na tem delali, pa bi lahko zmagali. Druga stvar, ki je pa ful problem, je pa, da playerji enostavno nočejo tega delata, ne. Až ti imaš ne, te preče coach, da probi to in bo player imel preveč egota, ne, preveč je neumen, pa pač ne bom tega probal. Zato, ker to je ful problema, ne. Če wrong, ne bom tega naredil, pač karkoli. A potem, mislim, ampak obstaja še kakšen tak tim, kot, ne vem, Unicorns of Love, na Orelcih, ki tako sprobava kakšne take crazy stuff. Vse to je bil G2 sometimes, ne zares. Ne v Uni, GAM, ampak so itak tako tier 3, tier 4. GAM je vietnamska Gigabyte Marines. Ja, oni so edini, ki pač ta njihov jungler probava vsega boga. A je to Levi? Ja, Levi probava vsega boga, ampak pač oni niso. Pač če zmagajo zato, ker on neki pika, kar še noben ni videl in mu pač rata en game in je to.